Ja, prosim. Mateja, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ekipa Denis Audić Shova, Radio 1. Začeli smo z našim 28-urnim dobrodelnim maratonom. Najprej te bom vprašal, kako si? Slabo. Žalostno. Bom jaz povedal, Mateja je stara 36 let, dela kot medicinska sestra in ima 2 otroka. 2 sina, ki sta stara 5 in 7 let. Mateja, praviš, da si slabo. Zakaj? Ker sem praktično v eni noči ostala brez življenjskega sopotnika in najna 2 sina brez očeta. Imel je pač prometno nesrečo z motorjem. Par metrov od doma. Iskreno sožalje, Mateja? Ja, hvala. Prometna nesreča z motorjem. Ja. Jaz sem tudi motorist. 10 let nazaj mi je Ana prav prosila me, če se lahko odpovem motorju, pa me je ponovno zagrabila želja nazaj, pa se ne vozim dost. Ampak ne znamo pisati, kako imamo to enostavno v sebi. Verjetno je imel tudi on. Ja. Pa je bil previden voznik. Ja, si že leta. Ima to strast do motorjev. Je bil previden, ja. Si šla tudi z njim? Ja, sem šla tudi z njim, ja. Tokrat pa nisi bila z njim? Tokrat nisem bila z njim, ne. Kako pa to? Ne. To je bilo v bistvu eno druženje motoristov v Vasici, no. In ko se je vračal domov, se je to zgodilo. V bistvu živimo pri železniški postaji. In ne vem vam povedati, kaj se je lahko tam zgodilo. V glavnem smo ga sosedo najdli na tleh. Kako ste ga sosedo najdli na tleh? Ja, ker ga ni bilo domov, se mi ni javljal, ki bi se zmerom javil. In smo šli naproti, kje bi lahko bil, in tam je bil. Bil je še živ. Smo klicali reševalce in so ga odpeljali. Ampak niso bile neke dobre prognoze, no. 2 dni, v 2 dneh so nam pač povedali, da je res za možgansko smrt. In če bi darovali organe, moj partner je bil zelo, zelo dober človek, ki jo sem pomagal. Smo rekli, da ja. In je rešil pač 6 življenj. Pomagajo 6 mladim življenjem. Ker je daroval organe, je potem rešil še 6 življenj. Ja, tako, ja. Jaz ne znam opisati, koliko se to po eni strani lepo in grozno sliši. Ja. Je bil sposoben govoriti, ko ste ga našli soseda? Ne, ni bil pri zavesti. Nekega slova ni bilo, no. Si v bistvu ostala sama? Sama z 2 otroki, ja. Kako sta pa ona 2? Ne vem, kaj bi rekla. Mislim, oba sta zelo navezana na njega, ker se je res dal v vseh pogledih. Manjši pokaže neka čustva, starejši, ki je bil res njegov, pa malo manj, tako da ne vem. Bomo videli s časom, kaj bo pokazal. Verjetno moraš biti zdaj zelo močna. Ja, zelo. Moram vprašati, kaj ta trenutek najbolj potrebujete? Čas, da bo boljše. Čas, da bo boljše, ja. Ja. Mi imamo 28. dobrodelni maraton, letos je to 10. jubilejni. Zbiramo sredstva za pomoč tistim, ki to roko, temu reči prijateljstva, potrebujejo. Ko se ena taka stvar zgodi, sploh nepričakovana, čez noč, glede na to, da sta to 2 majhna otroka, predvidevam, da brez kreditov niste bili. Ja, dolgovi so ostali, ja. Starejšo hišo si obnavljamo in je ostalo tako, ko je ostalo. Jaz upam, da bo uspelo. Mi gremo ponovno na rekord. Odprto govorimo, tako da držimo pesti, da boste tudi vi deležni te pomoči in da bo se ta prenova nekako dokončala. Ja, hvala. Kaj bi najbolj potrebovali? Novo streho, verjetno. Ja, tako, ja. Mateja, najlepša hvala, ker si se javila.
Nam je tudi zelo pomembno, da ljudje slišijo zgodbo, ne glede na to, kako je težka. Verjamem, da je težka. Ja, Bodi močna, objem te male dva, hvala. pa srečno. Enako, hvala. Srečno. Nasvidenje. Srečno, Mateja. Srečno.